delavce. Omenil sem že, da imamo tu v glavnem poezijo. V prvem delu so modrostne knjige, potem imamo peroške knjige, peroških knjig je nekoliko več, celotna knjiga ima 929 strani. To je ravno 1/3 celotnega svetega pisma in v zvezi s temi poetičnimi teksti je marsikaj zanimivega. Hvala lepa. Mogoče bi, da nekako uredimo potek konference, dali sprva besedo kakšnemu od sodelavcev celotne uredniške in rojalske ekipe, da morda doda te misli dr. Krašovca, predvsem drugo, tretje vrsto vabim, vas je kar nekaj, morda na kratko spregovorite o izidu knjige, potem bi pa dali možnost še vprašanje. Dobro, to bi pa jaz rekla, potem bi pa jaz dodala samo besedo, misel, ki se mi je porodila ob tem izvajanju, da je takšen prevod, tak projekt, pravzaprav tudi nadaljevanje vse dosedanje tradicije prevajanja, ker pri Jeruzalemski Bibliji smo upoštevali to, kar smo storili v standardnem prevodu. Standardni prevod je upošteval prejšnje. No, ampak pri vsakem prevodu smo pa tako s takimi čustvi in razpoloženjem in držo, kot sta oba govornika že povedala, se poglabljali v sporočilo in resnično skušali tudi okusiti in misel in obleko te misli, slog in podobno, tako da mene prideva ta misel pri svojem deležu prevoda. Sem se naslanjala na besedilo, ki nam je bilo vsem predloženo, torej besedilo iz standardnega prevoda, hkrati pa smo se naslanjali na mariborsko izdajo, ki je potem tako rekoč nespremenjena v nemški izšla. No in za vsak dosedanji prispevek sem bila hvaležna, ker od vsakega smo dobili zelo močno osnovo, ampak možnost nam je bila dana z novim prevodom, da smo to zopet okušali, primerjali in skušali izboljšati. Zdaj, koliko se je izboljšalo, to boste drugi lahko presodili, ampak želja je bila in res v globoki hvaležnosti, torej in za naše sodelovanje, pa tudi za vse naše prejšnje rodove prevajalcev. Lepa, mogoče še kdo, ki bi pregovoril, kako pa z vprašanji, gospodje zaominali, prisotni. Jaz bi predlažil. Prosim. Glede na knjigo Modrosti bi se spomnil svojega otroštva, kadar me oče je hodil na klesti, kar se taj vtičil, sem rekel, bolj dane modrega okor, kakor 100 udarcev bedaka. Se pravi, z veseljem sem bral že kot otrok to knjigo Modrosti. Kot pesnika me pa zanima, kakšen je sedanji pesniški jezik, kot veste, je slovenščina v neki stiski, zlasti ob, bi rekel, tajfunih pesniških zbirk, ki izhajajo na leto po 300 pesniških zbirk izide in se je jezik nekako, bi rekel, razpluznil. In svetopisno je pa seveda jezik, ki je hkrati sakralen, človeški, srčni in umni in seveda potrebuje tudi v tradiciji slovenskega jezika. To me zanima dan danes, kako ste to prevedli v sodobno, lepo slovenščino, ki je vsem razumljiva, tako kmetu kot teologu. Skratka, kaj je s tem pesniškim slovom in pesniškim jezikom današnji čas, za razliko od prejšnjih? No,
pesniški jezik ima svoje zakonitosti. V zvezi s tem bi ponovil osnovno strukturo, to je paralelizem. Če vi greste skozi to knjigo, ki ima skoraj 1000 strani, boste lahko opazili eno zadevo, ki je takoj pade v oči. Namreč, da imate drugo vrstico zamaknjeno za 3 črke v desno in včasih še tretjo. To je predstavljalo kar velik izziv za postavitev. Ampak zakaj smo to delali? Zato, da že optično prikažemo strukturo paralelizma. Tu imamo tako imenovani semitski slog, ki ga srečamo sicer tudi širom po svetu, posebno v ljudski poeziji, vendar nikjer drugje, kakor v semitskem svetu, še bolj kako stari zavezi, pa recimo v ugaritskem, torej protofeničanskem jeziku, ni paralelizem tako zelo konstanten, da praktično vsaka izjava se ponovi v naslednji vrstici in včasih v tretji z drugimi besedami. To so tako imenovani sinonimni paralelizmi, kadar gre za isto misel. Je pa v Svetem pismu razširjen tudi antitetični paralelizem, ki ga sicer v drugih semitskih kulturah skoraj ni. To pa zato, ker je svetopismo zgrajeno na doživo na moralnih antitez, druge niso relevantne. Ampak moralne antiteze so zelo v spredju, luč, tema, laž, resnica in tako dalje. In to se odraža tudi v slogu. Zlasti knjiga Pregovorov ima veliko antitetičnih paralelizmov. Glede na to, da je poezija tako razčlenjena, so pa posamezne izjave sorazmerno preproste. Zato so tudi prevodi zlasti modrostne literature sorazmerno točni, tudi recimo Septuaginti in Vulgati, razen ko je šlo za drug vir. Ne vemo čisto točno, kateri viri so bili takrat osnova. In zato je bilo zelo pomembno načelo, ki ga je recimo Luther morda najbolj vsestransko poudarjal v svojem prevodu, da je treba prisluhniti ljudski govorici. Poezija je zelo pomembno področje, ki predpostavlja to poslušanje ljudske govorice. Ampak več o tem bi lahko povedal, ko gre za kvaliteto jezika, naš lektor, ki je usklajeval lektorsko ekipo, to je dr. Peter Weiss, ki deluje na Inštitutu za slovenski jezik in je predvsem specialist za slovenski pravopis. Pa lepo prosim, če kaj poveste. Hvala. Lektorsko delo, jezikovno pregledovanje pravzaprav ni kaj dosti več kot rokodelski posel. Tega je treba obvladati in potem izpeljati skozi celoto. Tako da o pesniškem in v tem primeru ne bi mogel reči kaj dosti. Je pa tako, tu zgoraj imamo na vsaki strani svetopisemsko besedilo, spodaj opombe. In če se zgoraj pojavljajo besede, pesniške besede, glagol moči in tako naprej, spodaj za kaj takega ni več prostora v tem delu, ki je nesvetopisemski, se pravi v metajeziku. In v svetopisemskem delu najdemo tudi izraze, ki jih celo v slovarju slovenskega knjižnega jezika ni. Strnje, mislim, da v SSKJ-ju manjka in temu izrazu se preprosto ni mogoče odpovedati.
je, ko pišemo slovarje, je nemogoče izhajati iz stališča, da bomo naredili sodobni slovar, ki bo uporaben in ne bo upošteval besedja izpred 30 ali 50 let. Še več je treba dati sicer v različne slovarje, ampak sicer, če tega stališča ne bi zasledovali, bi si tako rekoč spodsekali korenine. Nimamo potem nobene osnove več, da bi razumeli besedilo, kakršno je svetopismo. Strnje je prostor, kjer je strn. In strn poznamo iz izglede čez drn in strn. Druge stvari si je treba pogledati potem v pametnejših knjigah. No in tu notri česa takega ne moramo nadomestiti z ničemer novejšim. To je bil samo primer. Jaz sem bil pa presenečen, da sem čisto ob sabo prišel in mi oprostite za Lepo, dr. Vajs, še kakšno vprašanje, komentar? Gospa Ljubič, prosim. Vsem bi se oglasila jaz za mali prispevek o oblikovanju knjige, o tem, da je knjiga resna, in je povedal gospod Krašovec že tako, da je mene zelo počastilo njegovo opisovanje oblikovalskega dela in se mu zahvaljujem. Bi pa ob tej priliki tudi sama rada izrekla zahvale vsem tistim, ki so poleg mene skrbeli za obliko Svetega pisma. To je najprej bi se zahvalila gospodu Lucijanu Graškošu, ki je že za prvo knjigo nekako priskrbel pisavo na osnovi znamne pisave Valbaum, jo je nekoliko priredil prav za to izdajo. Oblikoval je tudi nekaj znakov, ki smo jih potrebovali za Sveto pismo, in on vedno priskoči na pomoč, kada kaj potrebujemo. Ali je treba poštimati kakšne razmake med črkami, ker pisave so v bistvu narejene v tujem svetu, kjer črkovnih sklopov, ki jih ima slovenski jezik, ni. Naprimer družic, kot so recimo LJ ali pa besede s črko Č. Se pravi, da ti razmaki niso v osnovni tipografiji urejeni, ker se s tem nihče nikoli ni ukvarjal. To je vse porihtal Lucijan in se mu zato zelo zahvaljujem. Verjetno bomo pri novi skupni izdaji še kakšno malenkost popravili, to jo opazimo šele potem, ko je knjiga otisnjena. Ob vsem bi se pa rada zahvalila še Urošu Čudnu. On je tekst prelamljal in je zelo, kaj ne rečem, s posluhom oblikoval besedilo, tudi kadar mene ni bilo zraven. V začetku priprave te izdaje smo izpisali pravila, ki se bi jih morali držati vsi, ki so tekste pripravljali za prelom. Seveda, tu in tam se kakšna stvar izmuzne in je Uroš velikokrat sam opazil kakšno nerodnost in je sam popravil ali pa opozoril na njo, tako da smo vse stvari takoj uskladili in si en drugim pomagali. Vsem najlepša hvala. Hvala lepo, gospod. Še kakšno vprašanje? Še nekaj. Ja, prosim. Ne smem pozabiti. Prva izdaja je nastala v naši tiskarni, to je v biografiki Bori. Za tisk je skrbela firma Božnar in Partner.
Oni so zelo skrbno pripravili vse klišeje, priskrbeli papir, ta tekstil za vojni papir oziroma za platnice. V tej izdaji, ker je pa šlo za manjšo naklado, so bile težave pri tisku nekoliko drugačne. Papir, ki smo ga pri prvi izdaji dobili iz tujine, v tej izdaji ni bilo moč dobiti, ker je bila naklada prenizka. Zaradi tega so se angažirali pri nas in v okolišu in smo našli papir celo doma. In je papir domače izdelave, izdelali so ga Goričane in to se mi zdi še kar pomembno. Če pogledamo prejšnjo knjigo in to knjigo, praktično bi težko rekli, da gre za kakšno veliko razliko. Natisnjeno je perfektno, papir se ne mečka, papir ni tako prosojen, kot smo imeli bojazen, da bi se lahko zgodilo. Za tisk bi se pa zahvalila tiskarni Dorjančič iz Miklavža na Dravskem polju. Tam sem bila prvič, otisani so se perfektno, mislim, da je knjiga še lepše natisnjena prvič. Hvala lepa. Torej, vprašanja o novinarji prisotnih televiziji Slovenije, Če ne bi prestega vprašal. Mene je sestra Snežna, profesor doktor Pečkova, prevodila. Čisto z laičnega stališča nas zanima, kako vi to prevajate, kdaj to delate, je to čisto mislim, da je to ena najgloblja molitev, ki jo lahko človek sploh doseže. To je mogoče Milana je to vprašal, Mirana, ki ste tle med blizu, akademika, Snežno, Ireno. Kaj doživljate? Kamilo, kaj doživljate? Dušem besedo. Povej. Sem prevedela knjigi Knjigo modrosti in Sirakovo knjigo. In mislim, če bi rekli tako z enim izrazom, kaj pomeni prevesti, je iskanje, mislim, kot beseda. Iskanje pa tudi eno zavest, da gre vedno za eno nedokončano delo, nezaključeno delo in zato tudi nekako nas uči ponižnost. Ponižnost zato, ker dejansko prevesti knjige Svetega pisma pomeni se zavedati, da gre za Božjo besedo, ki izhaja od Boga in na Boga kaže. In zato se mi zdi, da je lepo vedno imeti pred seboj to, kar Sirak, oziroma prevajalec Sirakove knjige, piše na začetku, kot je sam, veste, da Sirakova knjiga je bila napisana v grščini in potem je samo njegov vnuk, se pravi Ben Siraka, prevedel to knjigo in dejansko je tako napisal ob koncu svojega prevoda. Prosim vas, torej, budite dobrohotni, pazljivo, prizanesite mi, če se vam bo morda zdelo, da mi je pri prevajanju kljub prizadevanju, ki je spodrsnilo. Nimajo namreč čiste moči izrazi, ki so bili prvotno povedani po hebrejsko, če jih prevedejo po drugi jezik. To se mi zdi učljivo, ker od začetka so se že stari prevajalci tega zavedali in to je dobro, da mi imamo vedno prisotno. Po drugi strani pa se je tudi bila prej rečena ta beseda, da modrostna literatura nekako izraža eno lepoto. In ta lepota dejansko je spet en izraz tega, da vsaka lepota in to, kar je globoka lepota, globlja lepota, spet prihaja, izhaja od Boga in kaže na Boga. Zato tudi, ko mi beremo te knjige in prevedemo te knjige, sem imela pred seboj prevod od profesorja Otmarja Črnilogarja, ki je imel izjemen čut za lepoto, za pesniški jezik, kot je bilo prej rečeno. In gotovo, ko potem še enkrat gremo skozi te prevode in se spomnimo, nekako imamo prisotno trud, tisti, ki so prevedli pred nami, potem jasno, naš poskus je vedno znova gledati na zbirnike in nekako poskusiti čim več približati besedilo v zbirniku, po drugi strani
pa ohraniti to izraz, ta način izražanja, o katerem govori prej profesor Krašovec, in to je vedno iskanje. Pa tudi moramo vedeti, da dejansko, kot pišejo prevajalci, besedilo, recimo Sirakova knjiga je bila napisana v hebrejščini, že grški prevod je že nekaj drugega in ko potem prevedemo v naš jezik, gotovo so drugi koraki. V italijanščini se reče, da vsak prevod je tudi izdajalec, tisti, ki prevaja, tudi izdaja in nekako se tega tudi zavedamo, to so meje, recimo. Ampak mislim, da kljub vsemu to je bolj pomembno to, da nekako vsak prevod kaže na ta trud, da želimo predvsem posredovati Božjo besedo, se pravi to, kar je Bog želel in ki vedno presega samo besedo. Dejansko mi želimo prav poudariti ta enotnost, ki je med staro in novo zavezo in kaže na Kristusa in kaže na polno razodetje, ki se je dovršilo izpolnilo v novi zavezi. Hvala lepa. Res pa se bo kar nekako skoraj praktično uro skupaj, pa če je morda še kakšna misel, če je še prevajalcev, bi spodbudil, da še. Malo bi se nadomnil na vaše vprašanje, kdaj delamo, kar da je zanimivo. Jaz sem imel enega profesorja, ki je vedno ponavljal, če hočete kaj ustvariti, morate delati, ko drugi spijo. In tudi vnuk modrega Sirana piše, da je delo po noči. Največ se naredi prav po noči. Zdaj, ali je res to, kar pravijo, da ima noč